Dober dan vsem skupaj, vsem tistim, ki radi dobro kuhate in tudi dobro jeste. Velikonočni čas je pred nami, zato bom današnjo delavnico posvetila pripravi velikonočnih jedi. In sicer moj velikonočni zajtrk oziroma te velikonočne dobrote bodo malce drugačne, kot ste vajeni. In sicer pripravila bom šunko v testu oziroma imam svinjski hrbet, lepo prekajen, in to bo svinjski hrbet v testu. Potem imam kozjansko klobaso v testu. Zraven bom ponudila en taki velikonočni namaz, ki bo sestavljen tudi iz jajčk in pa nekaj dodatkov. Boste potem videli, ko bom to pripravila. In pa seveda vaniljeve potice. Tako, zdaj bi začela pripravljati testo za šunko oziroma za hrbet svinjski v testu. In sicer presejala bom segreto moko na sobno temperaturo oziroma nekje na telesno temperaturo. Moko presejem. Takole. Sedaj imam tukaj kvas. Kvasu bom dodala nekaj toplega mleka. Samo toliko, da ga razmešam. In pa malce sladkorja. Pustim malce na toplem. Takole. Moki dodam sol. Za tole testo pripravljam slano testo. Tukaj sem dodala samo malo sladkorja k kvasu, drugače pa to testo ne sladkamo. Takole, malce masla stopljenega. In pa sedaj dodam tudi kvas. Oziroma bom prej dala malce mleka, bom zamešala. In pa sedaj dodam tudi kvas. Mleko dodajam po občutku. Za pripravo šunke v testu lahko uporabimo tudi pirino moko ali pa tudi polnozrnato moko, s tem, da jo pomešamo z belo moko. Zdaj to je pač vaša odločitev, kakšno testo si želite, ne? Temu testu bi pa lahko dodali tudi kakšna zelišča zraven, tako da bi imeli zeliščno testo. To je zopet vaša odločitev, ne? Jaz bom zdaj tole testo gnetla nekaj minut, da bo odstopilo od posode, potem ga bom pa oblikovala v kepico in dala na toplo vzhajati. Testo se mora enkrat dvigniti oziroma podvojiti, nato pa bom noter zavila šunko oziroma hrbet in pa klobase. Vse sledi v nadaljevanju. Testo za naše meso oziroma naše klobase je dovolj vzhajalo. Tukajle imam kuhano vratovino oziroma ta hrbtni del oziroma recimo ribico. Ima nekaj maščobe in pa tudi kožo. In kožo bom sedaj jaz olupila dol, da ne bo koga motilo. Zdaj tudi lahko maščobo dol posnamemo, če je komu premastno, ampak jaz jo bom kljub temu, ker je samo slab centimeter pustila gor, slekla bom samo kožo. Meso vedno pred
tem, ko ga bomo zavili v testo, skuhamo. In sicer tudi, če piše na paketu, jaz rada skuham tako, da meso vre vsaj 10 minut, da se te sestavine, ki so v mesu, nitrati, nitriti, malce omehčajo oziroma da jih je manj noter. Ravno tako so tudi kuhane te kozjanske klobase, 20 minut vretja, in pa zdaj pazimo, da so ti mesni izdelki, ki jih bomo zavili v testo, dovolj suhi, ne. Lahko so malce mlačni ali pa hladni, prevroči pa ne, da potem pa ne moremo testo lepo zaviti. No, sedaj bom jaz tole testo dala na prt. Prt pomokam. Zdaj, količina testa je lahko različna. Jaz sem tukaj predvidevala, da v nedeljo pri zajtrku pač ne boste posebej jedli kruha, zato bom imela okoli mesa ovito malce bolj debelo testo. Nekaj bom si prihranila za dekoracijo. Takole. Zdaj pa predno zavijem meso v testo, namažem s stepenim beljakom meso, zato da se lepo sprime s testom, da ne nastanejo luknje, ne. In sicer vzamem takole in lepo premažem z beljakom. Beljak sem rahlo stepla in zdaj ga položim na testo. Tukaj pri sklepih zopet malo pomažem. Tako. In zdaj imam takole zavito. In seveda dam na pekač. Iz tega testa bom pa oblikovala malce dekoracije. Spletla bom kar navadno kitko. Da se bo pa tole sprijelo gor, namažem zopet z stepenim beljakom.
Tako. Zdaj še bom pa zavila klobase. Tudi klobase namažem. Še drugo. Takole, pred pečenjem še bom tele moje izdelke lepo premazala z stepenim jajcem, da bodo potem, ko bodo pečeni, lepo zlato rjavi. Zdaj pečemo samo toliko časa, da spečemo dejansko testo, ker meso že imamo dejansko kuhano. Tako da tukaj je enih slabe pol urce, pa je izdelek pečen. Velikonočni namaz bom pripravila iz avokada. Olupljen avokado bom zdrobila z vilicami. Tako, dodam grobo sekljana trdo kuhana jajca. Nekaj naribanega hrena. Hren damo po okusu. Če želimo, da je kar močan, pikanten, damo lahko več. Potem solim. Dodam sekljan divji česen. Lahko dodate tudi peteršilj ali čemaž. Potem sekljan drobnjak oziroma narezan drobnjak. Malo dionske gorčice ali te gorčice v zrnu. Nekaj malega majoneze za vezavo.
Da pa ne bo samo maščoba, dodam malo jogurta, navadnega jogurta. Ali lahko tudi grškega uporabite, to je zdaj vseeno. Pa še kakšno žlico kisle smetane. Takole. Zdaj pa tole premešam. In dobim eno tako gosto zadevico, ki jo bomo pač danes ponudili mi zraven šunke in pa zraven klobas. Tale namaz si lahko delate čisto po svojem okusu, kaj pač želite. Lahko je bolj pikantno, lahko je več hrena, več jajc, kot pač želite. Jaz bom dala za pikantnost še malce čilijevega olja. Takole. Par kapljic. Takole. Namaz je gotov. Sedaj bom zamesila testo za vaniljevo potico. Značilnost tega testa je, da vsebuje precej vaniljevega sladkorja. In sicer, da lahko celotno količino sladkorja zamenjamo z vaniljevim sladkorjem. Drugače pa je to klasično, fino kvašeno testo za potico. Takole, tukaj imam že presejano moko, jo vsipam v kotliček. Zopet uporabim kvas, mu dodam malce toplega mleka in pa malce sladkorja. Tako. Kvasu, testu dodam rumenjake. Potem solim. Dodam sladkor. Dodam vaniljev sladkor. Stopljeno maslo. Eno dobro žlico ruma. In pa dolijem malce mleka in začnem s gnetenjem. Sedaj dodam tudi kvas. Tako, testo dobro pregnetem. Nato ga oblikujem zopet v hlebček, pomokam posodo in ga dam na toplo vzhajati, da se enkrat poveča. Med tem časom bom pa tudi pripravila nadev. Sedaj bom pripravila nadev za vaniljevo potico. In sicer vzamem maslo in ga stopim. Dodala bom mandeljne, in sicer polovico mandeljnov je grobo mletih oziroma sekljanih, polovica mandeljnov je mletih. In to vse skupaj prepražim. Vmes mešam. Stepem jajca.
Mandeljni se med praženjem malo prijemajo, zato bodite previdni, da nimate prevelikega ognja, premočnega ognja. Zdaj dodam stepena jajca in seveda skozi mešam, da se enostavno jajca dobro porazdelijo med mandeljne. Pražimo toliko časa, dokler jajca ne zakrknejo, da se masa zgosti. Tu res bodite previdni in mešajte, če ne vam bo nadev postal grob oziroma neenakomeren. Takole, tole je zdaj gotovo. Zdaj bom pa odstavila in zdaj še izboljšam ta nadev. Ker imamo vaniljev nadev, dodam nekaj vaniljevega sladkorja. Potem dodam tudi sredico vaniljevega stroka in sicer to sredino, kar je noter. Malce je že bolj suh. V sredini so zrnca oziroma sredica stroka. Tole je taka črna zadeva. Ampak to je tisto, kar je pri vanilji najboljše. Vidite. Tako. Tole lahko damo še v sladkor in bomo kljub temu imeli malce odišavljen sladkor. Potem dodam še kakšno žlico kristalnega sladkorja. Potem dodam nekaj malega arome vanilje. Zopet premešam. Super diši po vanilji. Dodam eno slabo žlico drobtin belih in pa malenkost sladke smetane. Sladke smetane dodamo toliko, koliko pač mislimo, da jo nadev potrebuje, ne. Tukaj bom dodala še malce drobtinc in zdaj je nadev pripravljen. Malce ga še bom ohladila, nato bo pa testo vzhajano in bom to potico naredila skupaj. Testo je vzhajalo za potico, zdaj ga bom razvaljala. V pravokotno obliko. Pazim tudi, da imam dovolj dolgo oziroma dolg svaljek za v okrogli model in sicer 2x premer. Takole pazimo v štiroglato obliko. Tule pazimo, da imamo malce debelejše testo, zato da nam potica potem ne poči, ne? No, sej od tega, zakaj poči, je še tudi od vzhajanja odvisno, ne? Če potica ni dovolj vzhajana, tudi poči, ne? Ker pride do prehitre temperature. No, sedaj pa nadev. Lepo razmažemo. Takole. In sedaj zavijemo.
Tukaj sem pustila malo testa, da se bo sprijelo s testom, ne. Tukaj pa lepo začnemo zavijati, tako počasi, malo potegnemo testo in ga zafrknemo preko nadeva. Takole. Celo tukaj, ko imam ravno jajčka, lahko malo pomažem, ni pa nujno. Takole. In imamo tak svaljak. Zdaj še ta svaljak samo spravim v model in vzhajam. Takole, potico še prepikam do dna. To naredim zato, da potica ne bo imela luknj. Sedaj dam zopet na toplo in potico vzhajam. Ko bo tale model poln, jo bom dala na 180 stopinj peči, približno 45 minut do slabe ure. Pred tem, ko jo bom pa dala v pečico, jo še premažem s stepenim jajcem. Takole, jaz sem pripravila velikonočni zajtrk in sicer svinjski hrbet v testu, potem imam kozjansko klobaso v testu, imam namaz velikonočni, imam tudi potico. Seveda, zdaj pa za zajtrk je potrebno tudi nekaj spiti, ne. Zdaj v čast temu Kristusovemu vstajenju oziroma temu času je dobro tudi, da nekaj zalijemo oziroma da nekaj popijemo, ne. Zdaj priporoča se, da damo v kozarec 2 do 3 lističe zmečkanega svežega pelina. Jaz imam tole svež pelin in sicer ga zmečkamo in ga damo v kozarec, nato pa nalijemo rdečega vina. To naj bi pomenilo tudi tisto pijačo, ki so jo Kristusu dali piti takrat, ko je rekel, da je žejen, ko so ga že obesili, ne. Zdaj, kaj pa ta pijača tudi nam pripomore pri takšnem velikonočnem zajtrku, ker so jedi zelo obilne, težke, a ne, pripomore pa k boljši prebavi. Tako da kakšen kozarček vina z namočenim pelinom, čeprav je malce grenko, izredno prija za dobro prebavo. Jaz vam glede na to, na velikonočne praznike, želim veliko zdravja, veliko osebnega zadovoljstva in pa da uživate v teh jedeh, ki si jih boste pripravili za velikonočni zajtrk. Dober tek vam želim in dobro skuhajte.